Spoštovani gospe in gospodje, kolegice in kolegi, cenjeni gostje. Obhajamo 27. obletnico, 27. rojstni dan Slovenske demokratske stranke. Spominjamo se tistih dni, ko sta v teh prvih mesecih leta 1989 nastajali, se ustanavljali obe naši predhodnici, Slovenska demokratična zveza in Socialdemokratska zveza Slovenije. To je bil čas, v katerem je Slovenijo prevevalo upanje. A hkrati je bil to tudi čas, ko je Slovenijo preveval strah. Strah pred negotovostjo, strah, ki so ga sejale slike z televizijskih ekranov iz drugih delov takratne skupne države, strah, ki so ga sejala sporočila iz sej beograjskih organov, strah pred državnim udarom, strah pred grožnjami, ki so prihajale, pa tudi bojazen pred nerazumevanjem, ki ga je bila takrat Slovenija deležna v širši okolici, v Evropi in v svetu. Takrat ni bilo nobene države, ki bi naprej obljubljala, da bo Slovenijo priznala, če bo dejansko stopila na pot suverenosti, kot je obetala ali obljubljala Majniška deklaracija, ki se je podpisovala nekaj mesecev kasneje. Vsi tisti, ki ste bili takrat na ustanovnih kongresih obeh naših predhodnic, nekaj vas je tukaj danes, ste ta strah premagali. Nastanek novih demokratičnih strank v času, ko smo bili še globoko v tako imenovanem samoupravnem socializmu in znotraj Jugoslavije, je oznanjal, da se bodo sadovi slovenske pomladi iz enega leta prej vendarle institucionalizirali, da bodo nastale politične organizacije, ki bodo tiste želje in hotenja, ki so slovenske ulice in trge preplavile v času slovenske pomladi, Roške in Kongresnega trga, spravile v realno življenje, v nekaj trajnega. Čeprav, če se spominjam tistih razgovorov ob teh kongresih, velika večina tudi prisotnih ni verjela, da se bo to zgodilo zelo kmalu. Naši starejši kolegi so takrat govorili, mi starejši tega ne bomo doživeli, vi mlajši pa mogoče boste. Skratka, bilo je veliko previdnosti, tudi skepse, tudi pri tistih bolj pogumnih. Ampak pokazalo se je, da je bilo treba samo začeti in snežna kepa se je valila naprej. Ustanavljale so se tudi druge zveze oziroma stranke in na to je nastal Demos. V Demos se je povezalo 6, kasneje celo 7 demokratičnih zvez oziroma strank, ki so pravzaprav pokrivale celoten politični spekter. Celoten politični spekter, če uporabimo te klasične, ne sicer najbolj primerne izraze za takratni čas, od levice do desnice. In ta demokratični spekter je imel nasproti seveda stranke in politične sile, ki so zagovarjale nekaj povsem drugega. Nekaj, kar se je v temelju razlikovalo od programa Demosa oziroma teh novih demokratičnih strank. Ključna ločnica je bila na 2 točkah. Demos je v sami preambuli svojega programa zagovarjal samostojno Slovenijo in demokratično Slovenijo brez ostalim preteklosti. Dočim pa so stranke, ki so tako ali drugače bazirale na takratni zvezi komunistov oziroma komunistični partiji, še vedno zagovarjale Slovenijo v Jugoslaviji in nekakšno obliko
kot so takrat rekli, samoupravnega, danes pravijo demokratičnega socializma. Ali pa kot so takrat tudi nekateri govorili, socializma s človeškim obrazom, ne? Kot da bilo to možno. Ne? Če ima nekaj človeški obraz, to ni socializem. Ne? Ampak to je bila neka temeljna ločnica in Demos je v celoti uspel uresničiti prvo točko programa samostojne Slovenije. Zdaj, pri vprašanju demokratizacije se je pa zapletlo. Slovenija je dobila večstrankarske volitve, institucije, kot jih imajo tudi druge parlamentarne države, parlamentarne demokracije, vendar pa se je veliko stare vsebine iz starih mehov enostavno pretočilo v te stare institucije, v nove institucije. In slovenska demokracija je postala tisto, kar so takrat potem tudi znanstveno utemeljevali za celoten postkomunistični svet, država v tranziciji. Zdaj vsi smo pričakovali, da bo ta tranzicija enkrat končana in da bo demokracija v Sloveniji zaživela v polnem razmahu. Vendar se to še ni zgodilo in ta dan še vedno čakamo. O tem smo velikokrat govorili, sprejemali resolucije in sklepe, kako iz takšne situacije iziti in tega ne bi ponavljal. No, bi se povrnil na stranke v Demosu. Takrat je bilo v Demosu 6, kasneje celo 7 strank demokratičnega loka. Če pogledamo, koliko jih še obstaja danes, vidimo, da je bila tukaj po slovenski pomladi na delu velika zimska pozeba. Slovenska demokratska stranka je danes politična in pravna, tudi moralna naslednica 2 od teh strank oziroma zvez. Obstaja še Slovenska ljudska stranka, ki je pravna naslednica takratne Slovenske ljudske stranke oziroma Slovenske kmečke zveze in kasneje tudi krščanskih demokratov, ker so to prevzeli ob tisti združitvi. Po nesrečeni leta 2000, vendar je neparlamentarna stranka. Obstaja Nova Slovenija, ki je bila ustanovljena po veliki prevari, ki se je leta 2000 zgodila z glasovanjem celotne Slovenske ljudske stranke za spremembo ustave, v katero so zapisali nasprotju z voljo ljudstva izkrivljen proporcionalni volilni sistem, ki je še danes temeljni vzrok številnim težavam, s katerimi se soočamo. Ampak kakorkoli, danes od tistih strank obstaja 1,5. Vse ostalo je pozeblo. Že na samem začetku smo se vsi, ali pa so se vse stranke zveze soočale z velikimi težavami. Najprej se jih je hotelo prikloniti. Spomnim se, ko smo pisali program Slovenske demokratične zveze, so prišli nekateri, ki so se včlanili, recimo Veno Taufer, pa Tone Peršak, pa še nekateri so na vsak način hoteli, da v programu piše, da izhajamo tudi iz izhodišč Osvobodilne fronte. Da vsaj nekje v opombi to piše, ko ni bilo sprejeto. Nenavadno se je ustrajalo. In ti ljudje so potem zelo ustrajali, da so tudi na vrhu nacionalne liste, ko je šlo za prve volitve. Nekaterim je uspelo, nekaterim ni. Tudi v drugih strankah je bilo podobno. Ko danes film vrtimo nazaj in gledamo razne sezname sodelavcev tajne politične policije oziroma UDBE, je marsikaj jasno, ampak takrat teh seznamov ni bilo. In je bilo marsikaj težje razbrati. Skratka, kakorkoli, vse nove demokratične stranke smo se soočale z tem izzivom in najprej se je vsako stranko skušalo prisiliti k temu, da se prikloni neki stari paradigmi. Da vsaj nekje pod črto zapiše, da izhaja iz nečesa starega, pa magari iz 7. ustanovne točke plenuma Osvobodilne fronte, s čem so že mahali.
če to ni uspelo, pri nekaterih je to uspelo, ne? Tam, ker to ni uspelo, da bi se stranke temu priklonile, se je stranke skušalo upogniti. So sledili medijski napadi, obtožbe, mogoče se kdo spomni afer, ki so jih lansirali tudi v Socialdemokratsko zvezo Slovenije takrat z Plahutnikom, pa ko so Jožeta Pučnika obtoževali vsega mogočega in je moral potem kongres to razčiščevati. No in nekateri so se pod temi pritiski upognili, ne. So začeli malo zavijati v tako imenovano žlahtno konservativno smer. Vemo, kdo je prvi omenil to, da Slovenija potrebuje zgolj žlahtne konservativne stranke. Kogar niso uspeli niti upogniti, so ga želeli zlomiti. To je bil tretji ešelon, ki je nastopal, in začeli so se pritiski, tudi sodna preganjanja posameznikov, tudi stranke. In rezultat vseh teh treh pristopov je sedanje število strank po tem, ko je Demos praktično zajemal celoten politični spekter. Ostali smo mi, deloma Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka. In to je premalo. To je premalo. Danes predvsem Slovenska demokratska stranka skrbi za to, da se preprečujejo neke največje protinarodne aktivnosti ali pa če hočete neumnosti. Predvsem Slovenska demokratska stranka se trudi za neko normalnost ali pa normalizacijo v Sloveniji, opozarja na ključne razvojne in ostale probleme, opozarja na prevare, na zadnjem času predvsem na to, da se v slovenskem bančnem sistemu ponovno ekipirajo ekipe, ki so slovenske banke že dvakrat oropale, pa tega enostavno širša javnost ne vidi. In enostavno smo v neki situaciji, ki je politično vzeto, težja, kot je bila pa v času, ko je nastajal ali pa ko se je oblikoval Demos. Takrat so bile politične sile bolj enakomerno porazdeljene, preden je pač prišla ta pozeba, o kateri sem prej govoril. Soočali smo se številnimi takšnimi in drugačnimi neizkoriščenimi priložnostmi v razvoju samostojne slovenske države, z stranpotmi, z tavanji, pa seveda tudi z popolnoma zgrešenimi projekti in cilji. Na te smo sproti opozarjali. Zdaj tukaj spredaj na govornici je slika, ki simbolizira eno od naših kongresnih resolucij, kjer smo zelo jasno povedali, da Slovenija potrebuje drugo republiko, ker so nam prvo ukradli. Ni se razvila tako, kot se je sanjalo v času slovenske pomladi ali kot se je to branilo v času osamosvojitvene vojne. In enostavno je tukaj potrebno neke stvari zastaviti na novo. Slovenska demokratska stranka je edina politična sila, ki je na to sproti opozarjala, ki je izdelala potrebne programe za to, od resolucij do osnutkov zakonov in do predlogov ustavnih sprememb. Po publikaciji pod tem istim naslovom, ki je na trgu, je nekaj 100 strani teh konceptov. Sproti so izhajali, sproti so prihajali, sproti smo na to opozarjali, skupaj še z nekaterimi drugimi, recimo z Novo revijo, dokler je obstajala, dokler tudi njo ni vzela pozeba, z nekaterimi civilno-družbenimi organizacijami v zadnjem času, skupaj z Zborom za republiko, recimo. Ampak smo bili prešibki. Smo bili prešibki in danes je situacija približno takšna, da je Slovenska demokratska stranka v tem slovenskem političnem
prostoru, če parafriziram, v nekem takšnem položaju, ne, kot je bil del svobodne Francije po nacistični okupaciji na začetku druge svetovne vojne. Ne. Ko so zgolj neki teritoriji v Severni Afriki ostali svobodni in ko je vse izgledalo brezupno. Ampak nekaj let kasneje je bil Pariz osvobojen. Niso ga osvobodili sami Francozi, ne? Zato so potrebovali tudi zaveznike. Ne? Tudi mi danes potrebujemo zaveznike. Situacija, kot jo mi vidimo in kot jo realno občuti velik del Slovenk in Slovencev, kliče po dodatnem angažmaju. Ne more biti samo Slovenska demokratska stranka poklicana k temu boju za normalnost. Ne morejo samo mi, če pretiravam, prelivati kri za to. Ne, tudi drugi so dolžni to storiti. Srečujemo ljudi, ki pravijo, kaj boste pa naredili, gledajte, migranti bodo preplavili Slovenijo in Evropo, dajte že kaj narediti. Jaz sem se že malo naveličal to poslušati. In zdaj nazaj vsakega vprašam, kaj boš pa ti naredil? Kaj boš pa ti naredil za to? Ni to zdaj samo dolžnost Slovenske demokratske stranke. Ne? To je dolžnost vsakega, ki to situacijo vidi, ne, ki jo ocenjuje realno in ki se zaveda posledic. In teh ljudi je v Sloveniji veliko. Ne. Ampak samo vsak 10. od teh se je pripravljen izpostaviti. Je pa zdaj nastopil čas, ko se mora to spremeniti. Kot je bilo rečeno prej, rezultati referenduma, na katerem je, recimo temu, zdravo jedro, ne, slovenskega volilnega telesa ohranilo družino, se zoperstavilo začetku uveljavljanja ali pa prakticiranja teorije spola v Sloveniji, obranilo normalnost, če hočete. Zdaj ti rezultati obetajo. Rezultati obetajo, ti odstotki in te številke obetajo, ta udeležba obeta. Ni slučajno, da se danes to nič več ne omenja. Ne. Da se govori zgolj o tem, kako bodo že zamenjali ustavne sodnike, pa potem tak referendum ne bo več dovoljen. Ne. Tem nekateri vidijo rešitev, ampak ne bi zdaj o tem. Rezultat tega referenduma pač opogumlja. Priča tudi o tem, da nismo sami, ne. Tudi tista bitka ni bila dobljena, bom rekel, zgolj z našimi napori. Hvala gospodu Primcu, ne, ki je angažiral velik del civilne družbe v ta namen. In Slovenska katoliška cerkev se je tukaj ustrezno odzvala in angažirala številne druge civilne družbene skupine. Tudi nekateri ljudje, ki sebe štejejo na levico, so se tukaj angažirali in to pač obeta. Ne. To kaže na to, da pogorišče ni takšno, kot so ga nekateri želeli povzročiti in da je na tem možno graditi nove stavbe. In te so pač potrebne. Te so pač potrebne. Mi smo v teh spremembah, ki smo jih opredelili kot poziv za drugo republiko, zelo visoko dali tudi spremembo volilnega sistema. Slovenski politični in kasneje tudi ves drugi prostor bi se močno očistil v nekaj mandatih, če bi Slovenci volili neposredno poslanke in poslance. Ne bi bilo možno več manipulirati na ta način, vsakič z nekimi novimi obrazi. Ne bi bilo možno potem preko majhnih strank, ne, ki imajo nekaj poslancev, rušiti vlade in koalicije ali izsiljevati te vlade in koalicije, blokirati reforme, preprečevati nujne spremembe v dobro vseh in zgolj braniti neke, rekel, parcialne interese določenih lobijev. Vse to bi se doseglo za spremembo volilnega sistema. Vendar, kot sem omenil prej, je ta izkrivljen
slab, škodljiv proporcionalni volilni sistem v ustavi in za to je potrebna dvotretjinska večina in te ni. Torej, obstaja ali pa je na voljo zgolj daljša, težja, vendar nujna pot, to pa je angažma čim večjega števila ljudi, tudi krepitev, rekel, političnih sil, tudi z nastajanjem novih, zato da se ponovno vzpostavi nek demokratični lok po vzoru nekdanjega demosa, ki bo segal čez večino volilnega telesa, upajmo, da tudi čez 2/3, ki bi omogočil zato, da ukradeno državo dobimo nazaj. Zdaj pa je to blokirano. V Slovenski demokratski stranki velikokrat očitajo, češ saj, vi ste itak samo enkrat zmagali na volitvah, slučajno še takrat se vam je to malo posrečilo ali pa mislijo se je nam ponesrečilo. Nikoli več ne boste, stvar je brezupna, tudi vi se morate prikloniti neki paradigmi, morate tako začeti delati kot večina misli, se vidite, kak večina misli, to kažejo javnomnenjske raziskave, to vidite zvečer na televiziji, tako večina misli, tudi vi morate tako delati, pa boste uspešni na volitvah. To verjetno tudi vi poslušate z vseh koncev, tudi ljudi, ki dobronamerno razmišljajo. Seveda je to glas siren, ki vodijo na čeri in v pogubo. In tudi ni res, da je Slovenska demokratska stranka samo enkrat zmagala. V 27 letih je bila prvič Slovenska demokratska stranka del zmagovite koalicije Demos, ki je dobil večino, ki bi dobila, ta koalicija bi dobila dvotretjinsko večino, če bi bile prve volitve v celoti svobodne in poštene, ampak smo svobodno in pošteno volili samo 2 zbora, takratne skupščine. Zbora združenega dela pa ne, tam Demos ni mogel nastopiti. Se pravi, smo bili že takrat del zmagovite koalicije. Potem smo zmagali leta 2004 na državnozborskih volitvah. To so bile edine volitve, kjer se je dalo nastopati s programi, ker ni bilo neke afere, ker nas niso zaprli ali pa lansirali neko temo, ki je bila popolnoma nepomembna za življenje ljudi in smo z lahkoto zmagali. Ampak zmagali smo tudi 2-krat na evropskih volitvah in 3-krat na lokalnih volitvah. Danes v Sloveniji ni nobene druge stranke, ki bi tolikokrat zmagala na volitvah. Tudi ni nobene stranke, ki bi večkrat kot mi zmagala na državnozborskih volitvah. Največ je stranka zmagala enkrat in potem razpadla v glavnem. Liberalna demokracija ne obstaja več. Lista Zorana Jankovića ne obstaja več. Ali ne vem, kaj so se pol preimenovali sicer. Stranka Mira Cerarja še obstaja, samo ne bo nikoli več zmagala. V naslednjem mandatu najbrž sploh ne bo več obstajala. Torej, kadar slišite te očitke, morate znati nanje tudi ustrezno odgovoriti. Res pa je, da je naša ključna težava to, da recimo danes ne vemo, kdo bo naš glavni tekmec na naslednjih volitvah. Ne vemo, katere nove obraze bodo potegnili ven. Ta proces se je sicer že začel. In kaj bo spet dano volivcem na krožnik, zato da se ne bo treba pogovarjati o tem, kako reševati praktične probleme v Sloveniji, kako recimo zgraditi po desetletjih blejske obvoznice, popraviti mostove, kjer na 10 tisoče ljudi danes zjutraj čaka, vsako jutro čaka, ker je enosmerni promet, pa ni denarja za obnovo, kako pametno investirati evropska sredstva iz tekoče finančne perspektive, kako, če hočete Slovenijo zavarovati, poleg tega, da so državo z temi manipulacijami in ukradenimi volitvami
moralno bankrotirali, poleg tega, da so nas skoraj finančno bankrotirali, ker so nas zadolžili praktično za cel letni bruto domači proizvod, so nas tudi varnostno bankrotirali, ne. Slovenija danes nima omembe vredne obrambne sile, lahko pa se zgodi, da jo bomo zelo kmalu spet potrebovali. Zdaj Evropi in žal tudi Sloveniji, ker smo pustili to pot odprto čez naše ozemlje, grozi daleč največji migrantski val v zgodovini človeštva. Kolikor ti ukrepi, o katerih se evropske, zdaj tudi NATO institucije pogovarjajo, ne bodo zelo hitro začeli veljati. V prihodnjih tednih in mesecih lahko doživimo marsikaj. Kar se tiče Slovenije, smo vse ukrepe pravočasno predlagali, pravzaprav noben naš predlog ni bil pravočasno upoštevan. Zdaj nekateri od teh predlogov, ki smo jih mi dali že sredi lanskega leta, aktualni predsednik vlade prodaja kot svojo idejo po Evropi, ne, in se vsi delajo, kot da je to ne vem kakšen izum. Zdaj, mi njim ne zamerimo, da kopirajo naše ideje, zamerimo pa jim, da nimajo svojih, ker so na oblasti. To je katastrofa za vsako državo. Vendar imamo vlado, ki je bila postavljena po volitvah, ki niso bile poštene. In kdor zmaga ali pa kar se postavi z manipulacijo in lažjo, tako tudi živi in tako tudi propade. In to se bo seveda zgodilo tudi, bomo rekel, aktualni vladajoči politiki, ki namesto resnih reform, namesto varovanja države ukinja spol in organizira razprave o sovražnem govoru. Iz slovenskih bank so samo v tem zadnjem ropu ukradli tam 5 do 8 milijard, oni pa razpravljajo o sovražnem govoru. Po mnogih drugih stvareh, ki potem polnijo prve strani časopisov in televizijske ekrane, zadaj pa se pripravlja že tretji rop slovenskih bank. Temu je treba narediti konec. Ampak kot sem rekel že prej, ni vsa odgovornost na Slovenski demokratski stranki. Kot priča publikacija, katere prvo stran smo dali namerno na to govornico, da si lahko ogledate Plečnikov parlament, ki simbolizira to, kar je treba na novo narediti, v smislu druge republike v Sloveniji v političnem sistemu. Poleg Slovenske demokratske stranke so k temu poklicani tudi drugi. Od zdaj naprej jih bomo vabili. In vsakemu, ki vas bo vprašal, kdaj boste pa to naredili, odgovorite takrat, ko se nam boste pridružili. Če se nam pa ne želite pridružiti, se pridružite nekomu drugemu, ki zagovarja podoben program. Če ga ne najdete, pa ustanovite svojo silo, pa nekaj naredite. To je možno. To je možno in bomo potem z vami z veseljem sodelovali. Kot rečeno prej, rezultati tega referenduma, na katerem smo obranili temeljno celico Slovenije, slovenskega naroda, družino, obetajo, da nastopi nek ploden čas, ko se lahko ta zavezništva ponovno gradijo, oblikujejo in na koncu tudi zmagajo. Zavedajte pa se, da tega ne bi bilo možno, če Slovenska demokratska stranka vseh teh pritiskov v 27 letih ne bi zdržala, če bi se tudi mi bodisi priklonili, bodisi upognili, bodisi se pustili zlomiti, nobenega svobodnega ozemlja zdaj ne bilo in Pariz ni bil nikoli osvobojen. In zato je prav, da se tudi ob naših obletnicah spomnimo tistih, ki so za te prioritetne cilje v preteklem letu največ naredili. Jaz sem vesel, da je tukaj v dvorani tudi veliko vas,
ki ste takšne napore vložili v preteklih letih in bili zato nagrajeni in pripoznani. Še veliko jih je, ki jih tako ali drugače žal najbrž tudi pozabimo. Nekateri odbori že dolgo časa niso nikogar predlagali, čeprav dobro delajo, ampak večinoma mislim, da nagrade in priznanje v Slovenski demokratski stranki ne zgrešijo, da jih dejansko dobi ali pa dobite najbolj zaslužni. In za lansko leto iskrena zahvala tako tistim odborom kot posameznikom, ki ste resno vzeli prioritete, ki smo si jih zastavili v začetku leta. Lansko leto ni bilo volitev, deloma smo se posvetili sebi, predvsem pa smo skušali pomagati temu, da bi se tudi medijski prostor v Sloveniji normaliziral. Mogoče smo po enem letu vsaj korak bliže temu cilju in zaradi tega upamo, verjamemo, da bo pred naslednjimi volitvami lažje nastopati z programi, lažje tekmovati z drugimi v ponudbi konkretnih programov, s katerimi bomo vsi bolje živeli, če bodo uresničeni, in se tudi lažje braniti pred obtožbami in aferami, ki jih vedno lansirajo zato, da se ne razpravlja o realnih stvareh in realnih dejstvih. Torej vsem, ki ste v lanskem letu prispevali k tem ciljem in danes ne boste posebej omenjeni, iskrene čestitke in zahvala. Tistim, ki pa boste posebej omenjeni, pa bomo čestitali posebej in kasneje. Vsem skupaj pa seveda ob 27. rojstnem dnevu voščim ne samo en tak pogum in zadovoljstvo ob tem, da smo kot močna stranka, kot velika izjema žal v slovenskem prostoru, vseeno dočekali takšno visoko obletnico, da smo stranka s tradicijo, koreninami in prihodnostjo. Ampak vam želim, da se ob tem, ko pomislimo na teh 27 let, veliko vas je v Slovenski demokratski stranki, poleg večino tega časa, od teh, ki ste danes tukaj, da se ob tej obletnici za trenutek ustavite in tudi sami sebi čestitate. Da ste vzdržali takrat, ko so vam vsi ostali govorili, da je za Slovensko demokratsko stranko konec, ko ste našli odgovore na vprašanje in tudi na provokacije, ki so jih naslavljali na vas, in ker ste verjeli v program, za katerega se je izkazalo, da je pravzaprav program slovenskega obstoja in slovenske prihodnosti. Slovenska demokratska stranka je slovenska stranka. Na tej točki smo daleč najširša, ali če hočete, daleč najbolj sredinska stranka v Sloveniji. Pravzaprav v neki normalni družbi, neki normalni državi ne bi smelo biti nikogar, ki o besedi domovina ne bi imel pozitivnih čustev. Žal se pri nas velikokrat dogaja ravno nasprotno. Moramo spremljati za državni denar organizirane državne proslave, kjer se ravno ti pojmi včasih sramotijo, predvsem pa, kjer se skuša ljudem prikazati neke druge vrednote, ki so kao bolj moderne, domovinska čustva, domoljubje, patriotizem pa prikazati kot nekaj nemodernega, ruralnega, nekaj, kar ne sodi v 21. stoletje. Če se ste ozrli po razvitem modernem svetu, po državah, ki imajo tudi še enkrat večji bruto domači proizvod ali pa večji dohodek po kupni moči na prebivalca kot Slovenija, boste videli, da
je tam domoljubja bistveno več kot pri nas, da to ni nekaj predmodernega, da je to nekaj temeljnega za obstoj in da se tega v teh kriznih časih tudi v Evropi pravzaprav zaveda vse več narodov, da tukaj prihaja tudi do političnih sprememb in da je v Sloveniji Slovenska demokratska stranka sidro te vrednote. In z tega vidika je Slovenska demokratska stranka tudi nek garant za obstoj Slovenije, za katero smo se pred 25 leti prizadevali, jo branili in se tudi kasneje trudili, da ohranimo te vrednote, na podlagi katerih je nastala. Torej, iskrene čestitke ob 27. rojstnem dnevu vsem, želim vam prijeten preostanek te naše prireditve in tudi kasneje večera. V naslednjem letu, dokler ne dočakamo 28 let, bo treba pa krepko zavihati rokave. In ko smo naslednjič zbrali, bomo že na vsaj pol poti do svobodnega Pariza. Hvala lepa.